Hvala za besedo, Alen. Hvala Dinamiki za prijetno glasbo. Hvala tudi vam, dragi prijatelji, člani, privrženci SDS in pa Nove Slovenije, ki ste organizirali to lepo prireditev. Hvala vsem, ki ste prišli na svoj sen. Spoštovani predsednik vlade, draga Ljudmila Novak, predsednica stranke in ministrica, ministri, gospod župan, cenjeni visoki gostje, pa predvsem mama, hčerke obe. Ptuj predstavlja zame nekaj posebnega. Tukaj sem hodil v mesto, ko sem še bil majhen z mamo. Prvič se spomnim, peljala me je prvi dan v srednjo šolo, v gimnazijo. In mi je tega dejala, veš, Milan, zdaj ti pa več ne bom mogla pomagati, od zdaj naprej si boš mogel sam. Sem si postavil svoje življenjske cilje, ampak verjemite mi, nikoli nisem mislil, da bom kdaj kandidiral za predsednika države. Ampak Ptuj je bil zame tudi sicer srečno mesto mladosti. Prvič sem se zaljubil na Ptuju, recimo. Prvič sem, ne vem, spoznal znanost tako ali drugače. Pred 20 leti in še malo več sem celo kandidiral na Pučnikovi listi in takrat me je prišel podpreti, ne boste verjeli, Janez Janša. Takrat sem spoznal tudi barkatega mladeniča, ki mu je ime dr. Miroslav Luci, ki me je prav tako približal strankarski politiki. Danes sva se s predsednikom vlade pripeljala z enega lepega, prijetnega srečanja s Poljč, kjer so pred točno 22 leti sprejeli ključne odločitve za plebiscit v Sloveniji. Še ena zanimiva podobnost iz zgodovine in današnjega dne. Ravno pred 22 leti, ko je ta sestanek potekal v Poljčah, še isti večer, ko so sprejeli te znamenite sklepe, je dr. Pučnik prišel na Ptuj in prvič na Ptuju povedal, da se bo zgodil plebiscit v Republiki Sloveniji za samostojno slovensko državo. Tako da ima Ptuj eno posebno mesto tudi v tem političnem, iz tega političnega zornega kota. Jaz, kot veste, dragi prijatelji, poskušam iskreno zastopati interese slovenske pomladi. Kot da so se razblinili v zadnjih 20 let. Če ne bi bilo teh naših osamosvojiteljev, Janeza Janše, Dimitrija Rupla, predsednika prve slovenske demokratične vlade, Lojzeta Peterleta in pa še mnogo drugih in predvsem dr. Jožeta Pučnika, danes ne bi imeli samostojne slovenske države. Tega se morda premalo zavedamo. V teh, koliko je to, že 7-8 mesecih, kar potujem po Sloveniji, poskušam razložiti ravno to. Kako pomembno je, da nadaljujemo in spoštujemo te vrednote slovenske osamosvojitve. Želel bi, da je tudi moja kampanja nekoliko pripomogla k temu, da se malo obudijo tisti časi in da ponovno malo bolj se s ponosom spominjamo tistih prelomnih trenutkov za slovenski narod. To so bili najbolj znameniti trenutki v razvoju slovenskega naroda. Res je, da smo se kasneje priključili, bili mednarodno priznani, priključili evroatlantskim povezavam, ampak to, kar smo dosegli takrat, je zagotovo nepozabno. Države niso trajne, niso večne skupnosti, so trajne, ampak niso večne. Zato se moramo prizadevati, da Slovenija ohrani to svojo suverenost. Pred 20 leti si nismo mislili, da bomo spet v položaju, ko bomo morali se boriti za njo, za to suverenost. Danes jo lahko izgubimo na gospodarskem in finančnem polju, če ne bomo sprejeli ključnih ukrepov za izhod iz krize. Ampak že v teku kampanje ste lahko spoznali, da nekateri nimajo popolnoma čistih računov, kar se tiče bodočnosti Slovenije. Poskušajo politično blokirati Slovenijo in pa preprečiti, da bi se ključni zakoni sprejeli, to, kar je počela vlada. Tudi moja dva rivala se nista jasno opredelila, nimata svojega programa. Jaz sem ga predstavil že na začetku kampanje. Po
posebno jasen program za izhod Slovenije iz krize in pa nek prikaz, neko vizijo razvoja Slovenije v prihodnje. Večina tudi teh političnih debat in konfliktov se dogaja na ravni izven vsebine, kot da je forma bolj pomembna kot vsebina in pa za delo za skupno dobro. Več ali manj ste vsi v teh javnih soočenjih slišali za moj program, ki ima nekako 3 temeljna izhodišča, torej politična stabilnost, izhod iz krize z vsemi ukrepi in tudi utrditev nacionalne suverenosti. Jaz sem prepričan, da je nedelja lepa priložnost, da se Sloveniji odprejo pota za nov razvoj, za neko novo etapo v razvoju. V nedeljo boste bistvu 2 praznika, kot sem zadnjič omenil. Praznik demokracije, ker so volitve, in pa praznik vina. Jaz sem že zadnjič povedal, jaz imam oboje rad. Ampak istočasno sem prepričan, da bomo volili v nedeljo trezno, da bo Slovenija ponovno prišla na pota nekega bolj enakomernega regionalnega razvoja, da bo nekdo, ki je doma iz Juršinec ali pa Zvezdnika ali pa Podvinc, imel enake možnosti za razvoj kot tisti, ki prihaja iz centra Ljubljane. Želel bi, da v prihodnje ustvarimo resnično močno, stabilno Slovenijo, ki bo solidarna, socialno čuteča, ampak tudi ekonomsko učinkovita. Da se ne bo noben počutil odrinjenega na rob in da bo v njej lahko vsak izkoristil svoje potencijale, svoje talente. Hvala, ker ste prišli in hvala, ker boste prišli tudi v nedeljo.